Delavci komunale loščijo ulice. Kopališče na Valdoltri je bolj urejeno, priljubljena železniška cesta je od danes naprej ponovno dvosmirna. Predvolilni boj v Ankaranu je v polnem teku. Jaz sem poznan po tem, da se lotim dela in to se tudi že pozna v mesecu in pol, odkar sem direktor komunale Koper, sem postoril veliko več, kot je vodstvo krajevne skupnosti v celotnem mandatu. Občutek imam, da nasprotniki zaradi vsebinskih pomanjkljivosti pač so se lotili osebnih diskvalifikacij. Podtikanja in laži v zvezi z zasebnostjo, namigovanja o preseljevanju volivcev in lažni plakati. To je le nekaj primerov udarcev pod pas. Ni skrivnost, da si mnogi nekako manejo roke ravno zaradi prispevkov, ki jih bo dala Luka Koper. Govorjenje o delitvi Luke je nesmiselno. Luka Koper je gospodarska družba in ni predmet delitvene bilance. Dejstvo pa je, da je slovenskega pristanišča polovico na območju občine Ankaran in da bo občina Ankaran sedaj sodelovala pri nadaljnjem razvoju pristanišča. Kot župan bo Mišič veliko stavil na turizem, izkoriščanje naravnih prednosti in povezovanje z ostalimi kraji. Strmčnik je zmirnejši, velikopoteznih načrtov ne obljublja. Uredili bomo odnose z državo, upeljali neposredno demokracijo in pripravili participativni proračun, poudarja. In kdo bo po mnenju Ankarančanov zmagal? Tisti, ki bo boj pometal. Gospod Strmčnik mora zmagati. Ne? Zakaj? Zato, ker je skozi do sedaj delo da korist Ankarana. Ne vem, do včeraj je bil Koprčan izolan Pirančan, gospod Mišič, danes je največji Ankarančan, danes ga Luka moti, včeraj je bil njen predsednik, ga ni motila. Pomislite malo, kako to, če človek tako obrača mnenje. Dileme ni. Za Ankaran Mišič pomeni vrnitev k Popoviču, smele načrte, gradnjo infrastrukture. Strmčnik stavi na vsebino in v središče postavlja ljudi. Katero pot bodo izbrali volivci, bo znano že na dan volitev, saj v Ankaranu zaradi samo 2 kandidatov drugega kroga ne bo.